Vlaganje, sploh trgovanje s kriptovalutami je lahko zelo zakomplicirano. Vendar pa obstaja en način, ki lahko zelo olajša zadevo in predvsem poda odgovora na vprašanje, kdaj kupiti in kdaj prodati. V tokratnem videu vam bomo pokazali, kako lahko zaslužite s kriptom brez posebnega znanja, s preprostim opazovanjem svoje okolice, dogajanja okoli sebe in na podlagi reka enega najbolj znanih investitorjev na svetu, Warrena Buffetta. Ja, sej vem, kaj je ta človek izjavil o Bitcoinu, ampak vseeno se da ogromno naučiti iz njegovih načel in to prenesti v kriptosvet. Warren Buffett je nekoč izjavil svoj zelo znameniti stavek: bodi pohlepen, ko so vsi v strahu, in bodi v strahu, ko so vsi pohlepni. Verjeli ali ne, v tem stavku se skriva zelo pomemben indic, ki bo vam na precej lažji način pomagal do zaslužka v kriptu in nasploh. Ogromno lahko naredite že samo z opazovanjem svoje okolice, obnašanja ljudi. Indice lahko dobite tudi glede na objave medijev ali dogajanje na socialnih omrežjih. Glavni vprašanji vsakega investitorja ali trgovca sta: kdaj kupiti in kdaj prodati. In kot sem že omenil, s preprostim opazovanjem boste odkrili odgovora na ti dve vprašanji. Najprej se bomo lotili prvega vprašanja: kdaj kupiti? Glede na pravilo Warrena Buffetta bi morali kupovati takrat, ko je vse strah. Najboljši čas za to je prav v krizah oziroma recesijah, ko trgi doživljajo padce in vsi panično prodajajo. Trg kriptovalut sicer še ni šel skozi recesijo, ampak glede na to, da kriptovalute sodijo med tvegane naložbe, lahko pričakujemo padec tudi pri njih. Smo pa že imeli medvedje cikle na kriptotrgu in na podlagi teh lahko ocenimo, kaj bi se lahko dogajalo med recesijo. Med medvedjimi cikli torej cene kriptovalut padajo, širi se panika in nevešči investitorji takrat prodajajo. Po socialnih omrežjih in medijih je ponavadi zelo malo objav o kriptu in če so večinoma negativne. In verjeli ali ne, ravno v takih momentih je najbolje kupovati, ko nihče ne govori o kriptovalutah ali pa ima večina negativno mnenje o tem. Tudi profesionalni investitorji, tako imenovani pametni denar, začnejo kupovati. Sicer to zveni enostavno, ampak najprej se je treba spomniti na kriptovalute takrat, ko jih nihče ne omenja, in na to je treba premagati še lastno psihologijo in iti v nasprotju z večino. Pogosto bodo vaša dejanja tudi zasmehovana iz strani večine. To ponavadi še potrjuje, da ste na pravi poti. Čisto dno je tudi težko zaznati, zato je najbolje, da se v tem obdobju izvaja DCA. Tukaj bi poudaril še edino previdnost pri altcoinih, če morda vlagate vanje. Treba je natanko preveriti projekt in njegovo poslovanje in konkurenco, kajti marsikateri projekt lahko ne preživi medvedjega cikla ali pa razočara v naslednjem bikovskem ciklu. Zdaj veste, kdaj kupovati. Poglejmo si še, kdaj prodati. No, zagotovo ste že sami ugotovili, da morate to storiti, ko je situacija na trgu popolnoma nasprotna in ko kriptotrg doživlja bikovski cikel in pravi bum. Mediji so polni pozitivnih novic, socialni mediji polni objav in norih pričakovanj, ljudje med sabo delijo investicijske nasvete in na splošno so vsi optimistični glede kripta. Občutje na trgu zajema pohlep. Pogost je tudi pojav, da če ima kdo kakšno nasprotno mnenje, malce bolj medvedje, je pogosto tudi zasmehovan. Ampak točno takrat je treba glede na znani rek Warrena Buffetta začeti prodajati. Treba je premagati lasten pohlep, izstopiti iz evforije in se ponovno obrniti proti večini. To je seveda malce teže, kot se sliši, ker je treba premagati svoje občutke. Točno vem, kako je to. In točno takrat se začnejo pojavljati misli, kaj pa, če gre vse skupaj še višje, ali pa zdaj bi bil pa res nor, da prodam. Ampak točno takrat je dobro začeti prodajati in unovčevati svoje dobičke. Ponovno
je to priporočljivo delati po delih, ker je čisti vrh trga zelo težko zadeti, praktično nihče ga ne zadane. Zato, tako kot ste kupovali po delih, tudi prodajajte po delih. In zdaj veste, kdaj kupiti in kdaj prodati glede na samo opazovanje dogajanja okoli sebe. Nobenih tehničnih analiz in zapletenih postopkov. Samo opazovanje. Metoda je najenostavnejša, vendar pa je tukaj problem. Psihološki dejavniki, navezanost, pritisk okolja, prepričanost, da bo to šlo še višje. Treba je premagati lastno psihologijo in pritiske iz okolice. Ogromno si lahko pomagamo s tem, ko razmišljamo v nasprotju z večino okoli nas, kot pravi Warren Buffett. No in prav zato ima tudi Kriptomat v sistemu urejen tudi samostojen nakup in prodajo, ko kriptovaluta doseže tarčo, ki jo z lahkoto določite. Zelo enostavno si lahko uredite avtomatski DCA in tudi prejemate obresti na svoj kripto na podlagi stakinga. Če pa enostavno nimate časa za analize trga in diversifikacijo svojega kriptoportfelja, so tukaj tudi inteligentni portfelji, ki preko algoritmov portfelj urejajo za vas. Upam, da smo vam dobro obrazložili, kdaj kupiti kripto in kdaj prodati glede na opazovanje dogajanja okoli sebe. Če morda še kakršnokoli vprašanje, kar napišite spodaj pod videom v komentarje in z veseljem bomo odgovorili nam. Ne se pozabi tudi naročiti na kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa. Hvala vam za ogled, dajte video všeček, če vam je bil všeč in se vidimo v naslednjem videu.